Živijo, kako ste na celini? Na Primorskem tudi pada dež, pa nekaj se nevihta napravlja. Pa sem rekel, bom pa naredil en posnetek za vas, ne, iz notranjosti moje hišice, natančno je iz mojega ležišča. Tle je moja posla, sem se kar ulegel na poslo, pa sem rekel, ajde, da vidite, kako je s pančkom. Gor so zvezdice, tam imam kolo, da sveti mi sončni vzhod, tamle, šik. In tle za mano tudi pride pol že, ker ni več čist zelo vzhod. Tam imam znakec, ker ne znam še to brati, kaj je to hebrejska pisava, če kdo kaj ve, ne mi napiše v komentar, kaj mi tlele piše, zraven kitare. Je pa zraven pa še kitara, ker delam še glasbo. Glasba pa je univerzalni jezik, ja. Znotraj, pa veste, otrok preden govori, začne pet, ne, a veš, pa preden začne hoditi, on bi plesal, ne, zares, mislim. Pa indoktrinacija, gasa, gremo v šolo in pol se učimo črke pa številke, otroci pa pozabijo pet, ker morajo pet nujno pomembne pesmi od ne vem česa že. Sej sem pa, kaj se najde tudi kakšna ta prava. Kakšna fora, da sem si dal zvočnik tako, da me motijo, si ti moraš predstavljati, kakšna fora. Se vi pa še zmer slišite, ne? Nekaj se hoče prevrniti. Nisem se dovolj pripravil, pa sem se pripravljal, ne bi mislil, da ne. Ok, trilogijo imamo. Jaz sem vas vprašal, če vi kaj vidite, pa če vi kaj slišite. Zdaj moje tretje vprašanje pa je, a vi kaj čutite. Ta je pa tisti segment, ki je v bistvu najbolj delikaten in v bistvu pravzaprav najbolj pomemben segment. Zato, ker svet duhovnosti, imaginationa oziroma domišljije, vizije, nova zemlja, če ćemo temu tako reči, ali pa duhovno prebujenje, se pravi, je ta, se pravi, viš, ko sem hotel stavek nadaljevati, slabo, Matej, kot da nisi skoncentriran, ko ni več 6 zjutraj, ne, mičkeno sem danes druge stvari še pripravljal. Skratka, ta svet, o katerem se mi pogovarjamo, ki ga želimo doseči, prebuditi, ta svet gre nad vseh teh 5 znanih čutil, se pravi, vidim, slišim, čutim, kaj še je, voham pa okušam. Čutim je predviden kot otip, ne kot čutenje znotraj, občutiti kocine, ki se dvignejo, občutiti radost, občutiti milost, občutiti visoke vibracije, občutiti ljubezen. To se pa le ne da z rokami, nič od tega, občutiti srečo, občutiti pripadnost, občutiti ljubljenost, vse sort tega. Skratka, ta svet, v katerega gremo, kabala oziroma temne sile niso mogli kontrolirati, ker oni so lahko kontrolirali samo tistih 5 čutil, tega 6. čuta pa ne. In ta 6. čut je tudi intuicija in tako naprej. Vse sort povezave so in konec koncev tretje oko, s katerim vidimo zbujena pinalna žleza. Vse sort si lahko predstavljamo, vendar gre za nekaj, kar se ne da pravzaprav opisati z besedami, da bi rekel takole tik-tak. Nekdo mi je rekel, daj ti bolj na kratko, da bomo mi razumeli. Majster, 100 videov sem naredil, pa ne gre bolj na kratko. Jaz ne vem, se trudim, pa ne gre, pa so knjige napisane ful debele, pa ne gre. Spet po drugi strani pa so stvari toliko zelo enostavne, da bi rad vam dopovedal, da gre za Kekčevo enostavnost, za enostavnost preprostih ljudi, ne študiranih, bom rekel, indoktrinacij. Bolj, ko si študiran, bolj si indoktriniran, bolj, ko si v naravi, za naravo, bolj si v duhovnosti, bolj si v samem sebi, bolj vidiš samega sebe in bolj izžarevaš sam sebe. Evo. In če se vrnem na začetek, a vi kaj občutite? A ti kaj čutiš? Pri nas smo imeli v Butalah, a čutiš, kaj prihaja pust, kri nej voda, pravimo pri nas. Veš, tudi če ga rečeš, nočem pusta, pa pol pride februar, pa ja, bože, jaz sem pa tudi pustar, jaz sem tudi Butalc, a čutiš? A vi čutite muziko? Glasba je univerzalni jezik. In kadar si zavihate ta prav komad, bi mogli vi dobiti kakšno kocinco po koncu, a ne?
ali se ne spustite vi sploh do te mere, da bi občutili globino komada. Recimo, meni tak komad me spomni, to je Eddie Vedder, on je, mislim, da pevec bil pri Nirvani. On je napisal glasbeno podlago za film Into the Wild, kjer opisuje zgodba mladega fanta, ki je rekel, zapuščam družbo in grem živeti na Alasko. Zdaj, če niste pogledali, jaz nisem noben filmofil, da ne bo pomote, tega ne poznam, bolj glasba, ampak kljub samo, če imate možnosti, pogledajte, zaradi tega, ker govori o enostavnosti, pobeg iz sistema in znotraj glasbe, tudi Eddie Vedder pravi, kaj je zdaj society, družba, me boste vi požrešna, lačna, nikoli sita družba, me boste zdaj kaj pogrešali, ki me ne bo v tem kontekstu. Skratka, meni ta njegova glasba dviguje kocine, pa to je samo ena izmed mnogih. Zaradi tega, ker poslušam besedila, ker poslušam glasbo in kako je narejena, strukturirana in na koncu izvedena. In takrat jaz občutam stvari občutam noter, da me radosti, veseli oziroma me tudi pomaga očistiti nekih, bom rekel, stvari, ki ležijo na duši, pa vidiš, da v bistvu nisi edini v sceni, v zgodbi, da v bistvu razmišljaš podobno kot nekdo drug, in tle mogoče tudi sem jaz dobival pogum, pa ga probam ta pogum prenašati na vas, da se tudi vi opogumite, pa rečete, pa sej Madonna, sej Turšič ima pa menda, ja, ima pa zdaj pa prav, sej že pa ga eno leto ga gledam, ali pa zadnje 3 mesece, 4 mesece, tale Butelj se je kar izpostavil, ne, tudi je kraljica mrtva, je govoril že kdaj. Mislim, zdaj je res, že drugič imamo ta medijski napad, da je kraljica mrtva, čeprav so se pol popravili, da mogoče pa ni, ali pa da je, ampak da ni, zdaj mislim, zdaj je cela zmeda, to bi mogel biti vam dober pokazatelj, da res kabala niti nima pojma več, kaj počne. Jaz sem vam že kdaj rekel, glave ni, zdaj ti ljudje vsak po svoje štrcarijo in delajo vsak svojo neumnost, niso več koherentni, niso več sinhroni, niso več uglašeni, mislim, itak so oni ena cela razštelunga, ampak ne jim bo. Zdaj, občutiti, ja, jaz tle sem rekel, da kadar te udari ljubezen, pol te udari tako, da moraš jo občutiš 300 na uro. Ampak nobena stvar ne gre iz 0 na 1000, se pravi, rabite vi neko pospeševanje, rabite pospešek, ko ste na poti, rabite narediti naslednji korak, pa še naslednji, pa še naslednji. In v bistvu vsak posameznik ne ve točno, kaj je njegov naslednji korak, ne. Naslednji korak je samo še več pozornosti, še več miru, še več radosti in še več stvari, ki jih imate radi, a ne. Jaz sem si tle zapisal, pa tako taka čudna tema je, bom jaz probal še lučko požgati, kaj se pa pol zgodi? A to zdaj kaj boljš? Ja, morda za vas, ja, zame pa ne. Bom pa tako, ali si bom pomagal, nekako se da stvar rešiti, tle, imam blokac. Zdaj, kaj mi pričakujemo, sploh lahko se Mička, rička, bom jaz probal tako levo, ja. Sej imam, a veš, tle sem si dal še luč, kaj v studiu sem, sploh ni hec to, veš. Zdaj, ker ni sonca, moraš drugače pomagati si. Ne bom šel še na zapiske. Občutiti, se pravi, sem rekel, več miru, pa več pozornosti. Pa več ljubezni dati samemu sebi za začetek. Skozi to, kaj si skuhate, skozi to, kako dan preživite, skozi to, s kom ga preživite. Ne vem, zdaj tle izpostavljam pse, pa če so že ljudje, morajo biti res pravi, ker narcis je hitro podoben pravemu, da ne bo pomote, ampak se hitro izkaže, da rabi on vašo pozornost, pa vam razlaga stvari na tak način, da morate vi še malo pomisliti zraven, ne, da niso stvari čisto tako iz prve jasne, da narcis ti bo zmer tako razložil, da moraš ti še malo pogruntati, čak, kaj si hotel reči, in tle on ima tvojo pozornost. Pozornost morate vi imeti na tak način, da vi zaznate, da vas on pije. Se pravi, da vi imate awareness, sem jaz rekel, je ena vrsta pozornosti, ja.
da vi začutite, kdaj postajate v bližini nekoga malo nervozni. No, ali pa totalno nervozni. Ker ta totalna nervoza je izkaz, da ste z napačnim človekom. Zakaj z napačnim? Ni to zdaj, da je ta človek totalna pijavka na zavednem nivoju, lahko je tudi na nezavednem nivoju se odklaplja od sistema. Vsekakor, če je nekdo na poti navzgor in potrebuje pomoč, potem potrebuje pomoč, vi ne morete mu uriniti, naj on sam pove, da rabi pomoč. Naj bo pripravljen vsaj prositi za pomoč, takrat mu jo z veseljem dajte, in tudi jaz tako počnem, nikomur ničesar ne tupim, nič več. Tukaj imate video, če hočete si ga pogledate, če ne, pa ne. Zato, ker ne da se na silo v ljudi pritisniti ljubezni, znanja, prepričanja, z občutkom. No, skratka, da se vrnem na občutke, tako sem vam hotel enostavno povedati. Vi morate občutiti, da ste med pravimi, vi morate občutiti, da niste med pravimi in da vi, ko greste v naravo, da vi občutite, kaj vas v naravi obdaja. Da vas obdaja ena milina, mir, svežina, pravzaprav, da je narava vaša mati, maternica, ki rojeva vam plodove, da jih lahko jeste, nam. Nam Hofer ni maternica, se opravičujem, noben supermarket nam ni mati, da bi nas hranil, ampak smo tam deležni predvsem strupov. In vi morate občutiti, kadar dobite neko spremembo na telesu ali pa v obnašanju ali pa v notranjih občutkih, morate zmeraj pomisliti, kaj sem pa jaz vase dal. Prebranac, te kupljen. Ni tako dobro naredil, kot sem mogoče mislil. To morate vi sebe poslušati in občutiti, da nekaj ni v redu. Rečete, ko se mi riga, se mi že cel dan riga. Majster, zakaj se ti riga? Si jedel, ne vem, zdaj se bom čist na blefom, kresno. Si v mandarine, ali si v mandarine še ne, ali si v breskve, ali slive, ali si pil gazirano pijačo, ali kaj je drugače kot včeraj. Dajte te stvari občutiti, dajte te stvari razumeti sam sebe. Telo vam sporoča svašta. Telo je največji, tle imam eno, prav zapisano imam, tvoje telo ima ability, se pravi možnost, da se zdravi. In ta možnost je bistveno večja, kakor vam je kdorkoli dovolil, da verjamete. Nikoli ni potrdil noben, da se naše telo samo ozdravlja. Noben. Vsi so rekli farmacija, cija, farma. Farmacija je pa cija, pa še poli je tudi cija. Jejte salamo poli, cija. Ne gre tudi, kot se že v besedah vse piše, da ta cija nekaj ni v redu. Pa da je farma, pa vemo, kdo je na farmi. In mi smo na farmi za njih, da nas žrejo energetsko in na koncu fizično. To sem že vse povedal. Tle sem hotel še dodati. Jaz sem hodil v zdravstveno šolo, so rekli, mi je ena učiteljica rekla pri farmakologiji, da mi se bomo učili o zdravilih in farmacevtskih pripravkih, torej kamilice tukaj ne pride v poštev, zelje na sklepih tudi ne, ker zelje je za v solato, kamilica pa za v čaj. Tako mi je rekla, jaz sem že v prvem letniku rekel, čak tle nešto navalja. Kasneje sem se pogovarjal z enim zdravnikom, ki sem jih vozil, tudi z ruševilcem sem vozil zdravnike na posvetu, no pa je rekel da on alternativne, meni se zdela že beseda alternativna medicina, 1000 let smo, milijona let smo že tle, zdaj pa temu rečemo alternativna medicina, mislim grozno. Sem rekel, skratka, ali naravni pripravke tudi ukomponirate v vaše procese zdravljenja pacientov, in mi je gladko odgovoril, da za njega obstaja samo ena medicina in to je uradno priznana medicina. Torej, ta, ki zdravi izključno s farmacevtskimi pripravki. In pol ljudje ne občutijo več nič.
ne repčka, ne gobčka, ne nič. A veste vic, ko sta krokodil pa zajec pohala joint. Pa ne, medo pa zajec sta pohala joint. Pa medo namota baklo, pa pihne pa da zajčku, pa zajček vrne, pohata je pravi, medo, čutiš kaj, čutiš? Pa pravi zajec, ne, nič ne čutim. Pa namotata še enega, no skratka, na konc pravi medo, pa dobro, kako si čisto že fertik, pa kako ti nič ne čutiš? Pa pravi zajko, pa jaz že od prvega dimčka ne čutim ne repčka, ne tačke, ne gobčka, ne. In ja, ne občutimo mi tudi s pomočjo, niste, ker jaz nisem hodil zdravniku, ne vem, 25 let ali pa 30, s pomočjo teh farmacevtskih pripravkov nam je bilo kot stranski učinki odvzeto marsikatero občutenje, da bi se telo zdravilo samo, oziroma so bile predvsem odvzete možnosti, da bi se telo zdravilo samo. Jaz sem zdrav kot riba, čeprav sem zdaj ribič, po horoskopu, ne, dajte si tudi vi zamenjati kakšno znamenje, da ne boste večno žrtve tega, ne. Pa ja, po kitajskem horoskopu sem bil pa konj, zdaj sem pa kočijaš, ne. Tako da tudi tle je smiselno kaj preobrniti, da ne bom prišel zdajle, kako se na glavo obrne, kaže čakre, barvne, mora biti ta zgornja vijolična ali je ta spodnja vijolična, dajte vi meni povedati, a moramo mi vedeti, katere barve je, ali ne. Ali je bistveno, da si predstavljamo vijolični žarek za recimo, bom rekel, tole čakro od spodaj, kaj je že korenska ali kakšna je. Ali je lahko tak, če rečeš to čakro odpiram, pa je lahko si predstavljaš zeleno svetlobo ali ne. Ali rečeš odpiram to čakro, pa imaš napačno barvo in pa se ne bo odprla, ali kaj zdaj? Moraš se fokusirati na barvo ali na čakro, ali moraš v bistvu biti en kekec, da si simpel kot pasulj. Ta tretja rešuje vse, meni verjemite. Pejte v naravo, pa bodite tam je, ni narcisov, no, mravlje niso narcistične, ne, čeprav, veš, ti jih zmotaš, ker si jim prišel na gradbišče, zato te pičo. Dočim brencelj pa je narcis, ne, ta te pa pride sem, da te ugrizne, pa gre. Klop je tudi ena težka vrsta pijavke, ne. A veš, pa to meningitis je tudi neko strašna izmišljotina. Jaz, kakor ugotavljam, jaz klopu sem milijon. Joj, kako jaz zaglajzam. Jaz sem rekel, občutite kaj. Okej. Vidite, slišite, občutite. Ko greste vi v ta prehod gor, se vam odpirajo razna spoznanja. Dojameš nekaj. Zaradi tega vam lahko iz glave govorim, ker dojameš, da je življenje lepo, da te prežema ljubezen, da si neustavljiva gora in ver, da si tukaj bistveno več kot samo zato, da hodiš v službo in napajaš narcise oziroma ta neskončno požrešen sistem, da si tle zato, da pomagaš drugim. Nismo se mi rodili zato, da se sovražimo, tako kot nam razlagajo, rodili smo se zato, da si drugemu pomagamo, da si pomagamo predvsem v razumeti dušni svet, razumeti dušo, ne razumeti naše lase, pa organizem, pa ne vem, kako deluje traktor. Ja, tudi to, ampak razumeti, kdo si, kako sam sebe spraviti v balans. Ker mi vsi smo razštelani bili, eni ste še zdaj, razštelani ene škale, vržene po polju, iz tega treba zgraditi škarpo. Sem enkrat naredil en video v tem kontekstu, malo bolj razširjeno. Ampak mi se moramo sestaviti, ta disbalans, ta disharmonija mora pasti v harmonijo. In zato, da nam gre to lažje, so zunanje entitete pomagale ugasniti matrične frekvence, ki so vplivali na nas, da smo bili besni, zagrenjeni, zamorjeni, tečni, kaj sem že rekel, jezni, neskončno lačni, agresivni, nepotrpežljivi, jaz ne vem kaj. In te entitete nas tudi špricajo z energijami, jaz sem rekel, smeha. Smeh je visoka vibracija. Kadar se smejite, se ne more ego obstajati, to sem zadnjič pogrunil, to pa mi je super fora, res je tako, smej se, kdo se smeje, zlo ne misli.
Oni nas bombardirajo ja, z pozitivnimi visokimi vibracijami in te vibracije se da čutiti. Da se jih tudi izmeriti. Schumannova resonanca je zdaj že, mislim, 3. dan, lahko preverjam, kako je v tem trenutku, ampak je bila 52 ur je bila v temi, kar je ogromno. Zdaj se mi še internet ugasnil, da je stvar bolj zanimiva, a veš, to zmeri mora biti neka forica. Skratka, da se jih izmeriti. Schumannova resonanca dela in nekateri zdaj v zadnjem času občutite prisotnost miru. Današnja luna, ne? Mislim, da gre polna luna bo in ta polna luna naj bi, zdaj, jaz tudi tam lunam ne dam prav dosti teže, ampak marsikdo, ki se pogovarjam, pa ki mi date neke povratne informacije, pravi, da se počutijo neverjetno mirno, da jim instinkt govori, da nekaj prihaja. Da nekaj res prihaja, je napoved včerajšnje smrti kraljice. Q nas je opozarjal, da po kraljičini smrti prihaja 10 dni teme. Operacija je imenovana London Bridge, ki pade. Znotraj filma V for Vendetta kot maščevanje je opisano, za kakšen ognjemet naj bi šlo v tem primeru. Beli zmagujejo. Le, ker sem si belo mačko dal, pa zdaj sem pa naštudiral, zakaj sem se tako želel belo. Beli so zmagali, smo zmagali, svetloba je zmagala in temačneži ne prenašajo svetlobe. Oni bežijo pred svetlobo, ker so vedno delovali iz teme in so imeli svoj shadow work. Se pravi, delovanje iz senc, iz teme ven na svetlobo. London Bridge, čutite, čak nekaj sem hotel tlele. Tako lepo sem stavil za pelo, ne, pa sem se pa zgubil. Trsk, na hitrco, misli so ena taka igračka, dobra, jaz ti stvari pišem zato, ker da imam, ker če ne, sem leti skozi, pa leti kar kaj v prazno. Jaz sem hotel pogledati, če Schumann dela. Skratka, da se občutiti prisotnost vibracij, ki so prisotne in so lepše, kot so bile. Oblaki so lepši. Vreme je primernejše, bom rekel, za ta letni čas. In nasploh smo imeli celo poletje prečudovito, se meni zdi. Edin voda, kaj je bilo z vodo? Watch the water, opazuj vodo, nas je opozarjal Q. Še naprej, zdaj pa mogoče moramo res malo parjeti. Skratka, dajte občutiti, ker frekvence so prisotne. Mislim, verjemte ali pa ne, meni kot si ne grejo po konc. Ljudje pravite, da prihajajo na plano mogoče še zadnje, težke travme, mogoče najtežje. Postajate mogoče malenkost proti depresiji tu pela, ampak ne daj se, pevaj pesme ljubavne, a ne? Marsikdo se bo znajdel na robu obupa, ogromno nas se strinja, da smo utrujeni od vsega tega vlečanja in vlačanja, ampak ja, še enkrat, v vojni smo in vojna gre proti koncu in vse bo dobro, v ozadju se pripravljajo kvalitetne, lepe stvari, vse nam bo fajn, ampak je pa fora. Bistvo je, da mi zgradimo vsak samega sebe, da nas ta ljubezen, ki bo preplavila in preplavlja pravzaprav že to celotno zemljo, kakršnekoli oblike že pač je, vsi bomo deležni te mehkobe in vsi bomo začutili ljubezen, ampak ja, je treba spucati, stvari morajo iti ven in ne se sekirati, ne vleči, ne predelovati, dejte ven, zahvalite se, ne vem, če imate težko travmo, ne vem, bom dal moj primer, mrtev ali izgubljen otrok, moral si biti, moral si priti, moral si iti, naučil si me nekaj, naučil si sam sebe nekaj, vse se dogaja s kirurško natančnostjo, vsak korak, ki ga naredite, je tam z namenom, zato da falite ali pa da se naučite ali pa da delujete, vse je prav. Neverjetno je razumeti, kako je to na višjem nivoju. Zdaj pa grem res v knjigico.
Zdaj, te frekvence nas bodo pripeljale do točke, kjer se bomo mi spomnili, kdo smo, in lahko bomo začeli brati svojo akašo, akašne zapise. Akaša, to sem že enkrat razlagal, to je vse, kar si doživel včeraj, pa predvčerajšnjem, pa predpredvčerajšnjem, pa prejšnje leto, pa prejšnji mesec, vsi ti utrinki se shranjujejo, kot bi rekel, na en tak neskončni trak. In zdaj, od mene nazaj je včeraj, predvčerajšnjem, prejšnjo leto, in zdaj, koliko daleč nazaj bomo mi lahko prebrali to našo akašo, bom rekel, ta list, na katerem piše naši občutki, doživetja, izkušnje, travme, svašta. Koliko nazaj, pa ne vem, ampak baje jih bomo brali. Jaz vam povem, da sem se določenih stvari že spomnil, predvsem v unem obdobju, ko sem premleval stvari o tem, kaj je zdaj, se res je bilo tako pa tudi nazaj. Tako da ja. Brali bomo akašne zapise, to je krasna novica, kaj ne? 6000 patentov bo odprtih, super. Gesara Nesara prihaja, Gesara bo odprla Global Economical neki reset. Sekundico, telefon imam zelo pomemben, I call you later. Sem že rešil. Spomnili se bomo, kdo smo, in v bistvu že vemo, kdo smo. Nismo trupla hodeča, ki imajo noter nekaj duhovnega, ampak smo duša, ki je tukaj na zemlji v telesni izkušnji. To je treba ozavestiti in se zavedati, da imamo dušne naloge in imamo svoje misije. Od tukaj nekje so tudi misionarji, ki opravljajo svojo misijo, ne vizijo. Za časa korone se je svet ustavil, na pauzo je on prišel, zapauziral, in v tem času smo imeli možnost se pravi, tudi mi ustaviti. Jaz tle promoviram, govorim o miru, in ker smo se ustavili, se lahko začne spiralno dvigovanje proti vnebovzetju, proti preporodu, proti spoznanju, proti ponovnemu rojstvu. Ponovno rojstvo. Noben se ne bo še enkrat rodil, ampak ko se vam prebliska, je svet drugačne barve, drugače izgleda, in ja, začenjaš zares živeti to, kar si, to, kdor si, s tem, kjer si. Si pa v naravi. Bejž ven z mesta, čim prej. Ne morem. Potrudi se narediti vse, kar to potegne za sabo, naredi, da zapustiš mesto. Kar potegne za sabo, naredi, da zapustiš toksične odnose. Jo pa bajta pa ono, dragi moj, toksični odnos, bajta materializem. Oziroma vi pa bi radi doživeli neko notranje, novo življenje. Jaz vam povem, da v novem življenju sem se jaz odpovedal čisto popolnoma vsemu. Čisto vsemu. In rodil sem se znova. Ja? Jaz sem že večkrat rekel, ko nimaš več kaj izgubiti, to je druga beseda za svobodo. Pa to niso moje besede, Janis Joplin je to zapela. Freedom is just another, v Bobby McGee je naslov komada. Grem naprej. V tem obdobju ne bežati pred samim sabo. Never fear your home. Nikoli se ne boj svojega doma, nikoli se ne boj samega sebe. Ne se skrivati pred samim sabo. Milijone duš pazi na tebe, da boš šel čez to zadnjo stopnjo vnebovzetja čim bolj mirno, čim bolj varno in kar se da kvalitetno. In ljudje smo živeli v lažeh, laži smo vzeli za svoje, jih z umom probamo zanalizirati in se bojimo neznanega. Tle rabiš vero, da greš hoditi po megli, ker je vse neznano. Verjameš sam sebi, da ne boš padel v prepad, da ne boš upeletel nekemu sovražniku na direkt na gobec, se pravi na tarčo. Zaupaš in verjameš, da boš prišel prav. V tem svetu greste prav, verjemite, da greste prav, samo morate iti še naprej z jajci, pa brez strahov. Strahovi do komarjev, pa do škorpionov, pa do kaj pa bo, Matej, ko bo zima.
Ne vem, oblekel se bom, najbrž, za začetek. Ne bom čakal, da me NIJZ pove, da pozor, hladni dnevi so, oblecite se. Ker NIJZ je točno te bedarije nam prodajo, vsaj poletje je rekel. Vročinski val je, a ne, tako da dejte piti vodo, pa zadržujte se v senci. Hvala lepa NIJZ, da ni tebe, jaz bi se plazil po vročemu asfaltu in bi mislina z ust se cedila. Ali kaj tacga. Dajte razumeti, da smo res bili toliko plajhani, da je vija vaja. Ampak nismo budale, prav. Mi smo ljudje, ki z dušo in srcem pogum so nam ukradli. Tle so oni kontrolirali tistih 5 čutil in strašili, joj, boš pa bolan, joj, boš pa ne boš videl, joj, pa ne boš slišal. Dragi moji, duša, duše se ne da kontrolirati, duša gre svojo pot, duša vas samo nauči, da tam, kjer hodite, je napačna pot, zato pa dobite klofuto, tarsk, ne? Na začetku je majhna, pa čedalje večja, na koncu pa prijete pa kar do take, da vas polegne na poslo in odležite mesec, 2 ali pa 25 let. Ja, različno, dokler se ne odločite, da boste vstali pa rekli, dosti je, ali bom crknil, ali bom pa vstal. In tukaj smo nekje. Tu nekje smo, prihajamo proti smrtnemu strahu, proti smrtni tišini, proti smrtni žalosti, proti smrtni utrujenosti konc koncu, ali pa smrtnemu besu. Tam sem bil jaz. Ali se ubijem jaz, ali jih pobijem njih, ali pa oprostim vsem, ampak da mi ne bi kdo slučajno pameti solil. Ker vem, da imam prav. Ja, ok, tudi vi imate prav. Ne se bati, pokazati, da imate svoj prav. Je pa res, da če niste dovolj zgrajeni, boste težko 20 narcisov naenkrat okloftali, ker najprej jih morate prepoznati, pa vsakmu svoje povedati s pravimi besedami. Vse to se da, z lahkoto. Zaradi tega se mene narcisi kar malo izogibajo, oziroma probajo dobro zamaskirani nekako vplivati name, ampak ne gre, jaz slej ko prej zvem. Ne gre, enostavno ne gre in kaj? Ne gre, pa drugič pa ne more, ali pa četrtič pa ne more več na tak način. Vse prvič se me da, ali pa prve pol ure, ali pa prve 4 ure se me še da, ali pa se me ne da več. Pa ne zaradi tega, da mislim, jaz to dam zato, ker sem dober, pa mislim, da bom še koga premaknil, manj večinoma narcisov se ne da. Ne bežite pred sabo, tako je. Drop all, spustite od sebe vse, jaz sem že rekel, vse te strahove spusti, bremena preteklosti spusti, joj pa ne vem, zdaj sem primer, ki sem ga slišal, joj nisem bil ljubljen v preteklosti, mama me je tepla pa rekla, da to dela zato, ker me ima rada. Ne morete preživeti do tle, tudi zdaj ne boste, če niste do svojega, ne vem, koliko ste stari, če niste do zdaj, kar nehite, kar ne boste zmeli, vas pač ni imela rada, ampak vi ste tle, tukaj in zdaj. Zgrajeni, žalostni, razočarani, tu nima veze. Glavno, da ste in preživeli ste. Bravo, bravo, očitno ste bojevnik, kaj tacga. Pa maske tudi ne nosite. Bravo, torej se ne podpirate sistema in cepili se niste. Tudi pravo, ne podpirate več stroke. Se pravi, se upirate, ste uporniki in uprite se drekačem, ki želijo v vas kot parazit, uprite se jim in ne dejte jim. Ker oni nam niso nikoli mogli za zares vzeti. Oni so nas prepričali, da smo mi dali. Ja? Tako da tudi tle smo čist sami odgovorni, koliko smo sami sebe razdali. Ne? Nekam sem se ziher zapit naštimal. Pa nimam, bom pa dokončal pa brez. Bom pa, ne, pa imam, evo, imam, najde. Super. Da se tukaj mene stvari zmotijo, pa tako. Spusti vse, ok. Narcisi imajo strašno radi telefonske pogovore, a ne? A ste to že zaznali, občutili, ne? Mogoče bi bil pa boljš video, zaznavate kaj, namest čutite kaj, tudi čuti se, ampak zaznavati je pa tudi treba, da telefonski pogovori so ena izmed tehnik pitja energije nadaljavo. In veste, ko ni bilo telefonov, bilo življenje v easy, pa ko so prišli pa telefoni, smo pa zmeri mogli se javiti, zazvoni telefon in javi se, kaj je, in ti si spustil čisto vse svoje, zato da se pogovarjaš, in on ti reče, čau, kako si? In ti rečeš, v redu, pa ti, ma ja, pa ono, in te težava, pa veš kaj, tam je mama, zdaj ne vem, prejšnji teden sem drva dubu, zdaj ne vem, kako jih bom scepil. In ti poslušaš to celo zgodbo vaš čas, ne?
stopiš, kdaj pa pridem jaz na vrsto, kaj, mislim, dej, kaj? In jaz sem te stvari skrajšal, halo, čau, kaj je? Ja, imam te, kaj, se dobiva na pijači, pa mi boš te stvari razložil, da se bom ti vzel čas, a ne, ker zdaj ga nimam, če pa je kaj nujnega, pa le povej. Ja, ne, sej nič, se sem tako kličem, a ja, sem tako, pa nimam časa. Ajde, čau. Naslednja dobra tehnika je, ki vam jo svetujem, ko vas kliče nekdo, ki se mu ne radi javljate. Napišite mu message nazaj, ne uspem govoriti, napiši, kaj je. In on vam napiše, pokliči, ko utegneš. In ti mu odgovor nazaj, ne, kar napiši, kaj je. Boste videli, da je 90% primerov ena navadna pijavkijada. Ja? Pitje, da bi se on vam vzel energijo, čas, fokus in vašo vizijo dneva. Ja, to sem vam že probal nekje dopovedovati, ampak je super, da vas spomnim. Vi mislite, da imate skrbi? Vas skrbi to, vas skrbi ovo, vas skrbi tretje. Kdo je naredil te skrbi? Jaz sem rekel, da ste vi bogovi, da smo mi bogovi. Ampak bi Bog res naredil skrbi? Ne, skrbi ste skreirali vi, ker vam jih je naturil sam vrag. Satanovo delo je to, a ne? Pa ko sem glih do tlele pripeljal, krasna mi je zdajle priletela mem, a si vi predstavljate, kako zelo pomembna je duša človeka, če pa za njo stojita Bog in Satan? Oba bi si jo želela imeti. Sam Bog jo ne bi želel imeti, Bog jo je dal, ampak kakšna je to vrednost, da za njo stojita in Bog in Satan. Niste vi kar eni. Vi ste zelo pomembna stvar. V nedeljo sem začel razlagati o mozaik ste. Košček mozaika, ne vem, kdaj sem razlagal, se nima veze. Mozaik in manjka, če tle ne bi bilo enega koščka, tega recimo modrega, pol manjka, pol piha skozi. Kadar so pa vsi koščki, pa ne piha skozi. Pa še lepo je. A ne? In toliko smo mi pomembni v tem. Vse je eno, pomeni, da je vse eno. In če eden fali, potem to ni vse, a se zastopimo. In vse duše želimo, da grejo. Univerzum želi, da gremo vse duše naprej, čim lažje, čim mehkeje in da se znebimo zla. In ko sem rekel, od kje skrbi, naj vam povem, da Bog ni kreator skrbi. Zato jih fliknite čez ramo in nehite skrbeti, ker ni nič boljš. Ali pa me skrbi, ali bom imel krompir za ozimnico. Naj te ne skrbi, kupi ga dovolj, pa so te skrbi, adijo via vaja. Malo matematiko da v glavo, pa je. Ne, na teden pojemo 2 kile krompirja, ker toliko tednov je toliko krompirja. Kaj zdaj? Pa še malo za rezervo, ker bodo miši pojedle, pa nekaj zgnija, pa tako, ne? Pa me skrbi, če imam dosti dobro klet. Ja, ne vem, moš preveriti, ne? Kaj je dobra klet, pa kakšna je tvoja situacija. Karikiram. Skrbi so odveč, pa niso delo Boga. To je sporočilo. Ok, če sodelujete z nekom, ki je na nizki vibraciji, v katerem koli segmentu, vas ta vleče na svoj nivo, dol, nižje. Ne smete dati, ne smete sodelovati s takim človekom, ker ima ability, ima sposobnost vas zvleči nižje in vam dvigati dekel, ker ne znate postaviti svojih meja. Ne? Vi morate postaviti meje. Dokler ne znate postaviti meje, ste popiti. Zdaj, za vse si sam kriv. Mejo postav, pa ne boš popita, je prav. Ok, jaz hitim zdajle, ker smo že na 40 minutah. Povezuj se z Bogom, ne z ljudmi. Torej, Bog si ti, ne? Povezuj se sam s sabo, svojim višjim jazom, tretjim očesom, boš to videl. To so vse prispodobe. Notranji otrok naj živi in z njim se povezuj in ne ga poslušaj, ker on ima prav, znotraj njega je intuicija in dajte se povezovati z njim, ne z ljudmi, ki vam pijejo energy. Prej sem rekel, da vas dol vlečejo ljudje in to so tisti ljudje, ki nočejo gor, ki se nočejo odpreti. Oni nočejo, ker jim cona udobja odgovarja, imajo denar, avto, nek renome v družbi, službi,
in nočejo oni se odpovedati temu, pa iti duhovno življenje. Ker z BMW-jem pa z dinarčki na računu in obremenjenost s tem ne bo rodila v nebovzetja. Mnogo milijonarjev, ko se je spreobrnilo, je svoje imetje podarilo, predalo in s tem nehalo, so šli iz popolnega nič v ta svet, se pravi, so se spreobrnili, se da. Tisti, ki pa so, dajmo reči, mislim, da je Djokovic naš, Novak, on pa deli, ne, vzamem nazaj, so že napačne stvari v igri, ne bom, vzamem nazaj, ne bom sodil, ne bom ocenjeval, zaradi tega, ker sem slišal in eno in drugo, zaradi tega. So pa ljudje, ki imajo sredstva, so razsvetljeni, imajo sredstva, vendar to delijo med ljudi, okej? Ker ne rabiš, kekac ni rabu denarja, so stvari čist simpel. Pa hmalo prihajamo na točko, ko bo Gesara ukinila vse dolgove, vse težke, bom rekel, tele veleposestnike, med drugim cerkev in državo, bo razdedinila, da bo ne moreš si lastiti zemlje, če pa si zemlja. Zemlja je naša, zemlja ni tvoja, zemlja je naša. Ne more eden biti lastnik zemlje, tako kot si je Bill Gates zamislil kupiti ne vem koliko milijonov hektarov. Ne? In tisti, ki nočejo gor, se pravi, tisti, ki vas vlečejo dol, nočejo gor, in ti, ki nočejo gor in so dol, njim se počasi meša. Ja, počasi bodo zblazneli in že blaznijo. Če še niste opazili, pa še boste. Jaz sem to opazil in začutil na lastni koži več kot enkrat. Prav? Tako da ni to nobena izmišljotinka. To je to. DNA, DNK se nam regenerira. Dovolite ljubezni, da opravi svoje delo. Ja. Kabalni repki bi še vedno radi urivali strah. S pomočjo svojih privržencev, med drugim tudi farizejev oziroma lažnih glasnikov, ki jih Slovenija premore še kar nekaj. Bodite previdni, komu sledite. Še enkrat, sebi. Edina prava pot je vaša. Če niste do zdaj neki se s tem z duhovnostjo ukvarjali, spomnite se na Kekca. On je super duhovno bitje. Mnogo bolj kot vsak. Nič mnogo bolj. Ni tako ni drekači naši Janševci in politiki in to niso nikoli vedeli, kaj je razsvetljenje, ker so seveda iz sil teme. Vi, ki ste pa iz svetlobo obdarjeni, ste pa blaženi in ste čuvani in ste ljubljeni in ste vodeni. In ne biti sami do sebe pa grdi. A je prav? Imejte se radi, z ljubeznijo napolnite lonce, z ljubeznijo si očistite pod nogami, z ljubeznijo pejte v naravo, z ljubeznijo trgajte gobo, ne celo prikolico, vzemite si jih za kosilo, a ne? Če jo ne poznate, jo pustite, a ne? Pejte nabrati lešnike, grozdje, narava daje, samo vzeti je treba, a je prav? Vse, kar rabite za življenje na svetu, ste tako že prinesli s sabo in vse, kar vam pripada, že je. Ja? Kako misliš, Tušič, že je? Lej, te hiške nisem jaz naredil, pa že je moja sanjska in očitno mi pripada. Vse tako kaže. Tudi vam se lahko zgodi ta božji blagoslov. Pa evo, božji, zdaj pa Tušič, zdaj si šel pa spet v cerkev. Ne, nisem jaz veren. Jaz sem povzemam stvari in dogodki, ki se odvijajo, so biblijski. By the way, 1776. letnica je, ko se dogajajo en velik boj v Ameriki, osvoboditve in tako. In mislili smo, da je Q nam sporočil, da bomo se vrnili v to leto, da gre za to krasno vrnili, da govorimo o tem boju v novi obliki. Ampak včerajšnja objava smrti kraljice, se ona je mrtva že od 2020, meni se zdi, ali pa še kaj prej. Včeraj je bil dan številke 17, torej 8.9. je 8 plus 9 je 17, kar pomeni v abecedi je tu
17. črka abecede, Q drops, Q kapljice in informacije smo preberali in včeraj je bil 1776. dan od prve Q objave. Toliko o kirurški natančnosti, toliko o tem, kako nič ne gre po planu. Je že v redu. Plan je od tega še mnogo višji, še bolj natančen, sem poznamo ga, ne. Tako, da bi ga znali videti pa prebrati z očmi. To se not dela s tistim šestim čutom, o katerem probam vam razlagati. To je tisto, ki ga probajte čedalje bolj krepiti, ga probajte občutiti kocine, dajte jih vzdrževati. Ok. Imejte prečudovit dan, ljubljeni ste. Srečno. Čau.